Spoštovani, ura je 3, vsaj po naših podatkih, tako da lahko pričnemo z 23. redno sejo občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Prav lep pozdrav vsem občinskim svetnicam, svetnikom, našim gostom, poročevalcem, ekipi televizije Uršlja, občinski upravi. Po točko 1 ugotavljamo sklepčnost občinskega sveta. 16 prisotnih od 21, mislim, da se nam bo še svetniki pridružili, ampak vseeno predlagam, da smo točni. Smo pa sklepčni. Točka 2, potrditev dnevnega reda današnje 23. redne seje občinskega sveta. 13 točk je predlaganih. Pri tem predlogu jaz ostajam s spremembo, da bi točko 8, predlog za podajo soglasja k ceni socialno-varstvene storitve za izvajanje pomoči družini na domu kot socialna oskrba na domu za leto 2017 premaknili na 6. točko in ostale točke ustrezno preštevilčili. Drugih predlogov z moje strani kot predlagatelja nimam in odpiram razpravo k drugi točki potrditev dnevnega reda. Prosim. Prosim, gospod Urška Vezonik, predsednica odbora za kulturo in šport. Lep pozdrav in hvala za besedo. Kot predsednica odbora za kulturo in šport bi predlagala v imenu odbora, da se 8. točka dnevnega reda, to je predlog za podajo soglasja, 7. točka predlog odloka o spremembi odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Ravne na Koroškem umakne z dnevnega reda, zato ker bi verjetno okrog tega bilo treba še marsikaj reči oziroma se mogoče še drugače pogovarjati, tako da tak je naš predlog. Hvala, predsednici odbora za kulturo in šport. Zdaj, jaz sam osebno sem mislil, da bi to točko opravili razpravo, pa potem ne glasovali oziroma glasovali proti, da bi ugodili sklepu odbora za kulturo in šport, ampak vendarle potem po posvetovanjih sem se odločil, da se strinjam s predlogom odbora, ampak vendarle se mi zdi prav, da odbor pove, da je to njegovo stališče, da se ta točka do razjasnitve parcel začasno umakne iz procedure. Ni potrebno glasovanje o tem, ampak se strinjamo s tem predlogom odbora za kulturo in šport. Torej predlagam sklep, da potrdimo dnevni red brez 7. točke. Nadaljujemo še z razpravo. Prosim? Ne, 8. se sem preštevilči. Dobro, če ni več razprave, torej predlagam sklep, da potrdimo dnevni red, da točka 8 postane točka 6 in da se točka 7 črta. Kdo je za? 17 za. Kdo je proti? Nič proti, ugotavljam, da je sklep sprejet in tudi prisotnost se je za eno svetnico povečala. Naslednja točka dnevnega reda obravnava in potrditev zapisnika 22. redne in 4. izredne seje občinskega sveta. Ti zapisniki so v pisni obliki in odpiram razpravo k predlaganim sklepom oziroma obravnavi teh dveh točk. Prosim. Če ni razprave, predlagam sklep, ki se glasi: občinski svet potrjuje zapisnika 22. redne seje in 4. izredne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? 17 za, torej soglasno sprejeto. 5. točka dnevnega reda, odgovori na vprašanje in pobude z 22. redne seje občinskega sveta. Tudi tukaj so odgovori podani v pisni obliki in odpiram razpravo občinskega sveta k podanim odgovorom. 5. točka. Ni prijavljenih razpravljavcev, torej predlagam seznanitveni sklep, ki se glasi: predlog sklepa: občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil z odgovori na vprašanje in pobude z 22. redne seje občinskega sveta. Kdo je za? 16. Jaz sem spustil točko 4, če dobro natančno opazuje. Torej se vračujem, točka 4, poročilo o izvrševanju sklepov 22. redne seje in 4. izredne seje občinskega sveta in o delu med rednima sejama. Tudi tu je podano pisno poročilo o izvrševanju točk in bi kar prvo razpravo k temu pisnemu poročilu 4. točke dnevnega reda. Se pričujem za zamenjen vrstni red.
Če ni razprave, torej predlagam seznanitveni sklep. Predlog sklepa se glasi: Občinski svet Občine na Koroškem se je seznanil s poročilom o izvrševanju sklepov 22. redne seje in 4. izredne seje občinskega sveta. Kdo je za? 16 za, kdo je proti? Nič proti. In torej prehajamo zdaj pa prav na točko 6, ki je v vašem gradivu bivša točka 8, in sicer predlog za podajo soglasja k ceni socialno-varstvene storitve za izvajanje pomoči družini na domu kot socialna oskrba na domu. In prosim, to je točka, ki jo imamo približno enkrat na leto, oziroma če ni več sprememb, in gre za spremembo oziroma potrditev te cene oskrbe na domu, in predlagam, da poroča torej Darja Čepin, svetovalka občinske uprave na tem področju. Prosim. Hvala. Ja, to potrjujemo vsako leto, ampak letos smo v mesecu marcu to ceno že potrdili. Gre pa za to, da je prišlo do bistvenih sprememb kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva in so se od 1.7. dalje bistveno povečali stroški za plače, tako da je izvajalec moral pripraviti nov izračun cen. Cene se oblikujejo strogo na podlagi določb pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev. Stroške za neposredno socialno oskrbo predstavljajo stroški dela, stroški materijala in pa stroški storitev. Pri novem izračunu gre za povečanje cene, in sicer za 0,83 evra. Obstoječa polna cena, ki smo jo sprejeli letos marca, znaša 15,78 evra. Predlagana nova cena pa bo zdaj po novem znašala 16,61 evra. Občina je na podlagi zakona o socialnem varstvu dolžna zagotavljati polovico oziroma 50% subvencijo cene, lahko pa zagotavlja tudi več. Do sedaj smo pokrivali 75,03% oziroma 11,84 evra na uro in na osnovi tega je potem cena na uporabnika znašala 3,94 evra na uro. V gradivu so 3 variantni predlogi. Prvi predlog je zakonska obveza občine, ki predstavlja 50%. Drugi predlog je višina v primeru, ne da pač ostanemo na isti višini cene na uporabnika, kot je bila do sedaj. Tretji predlog pa je predlog izvajalca, ki se želi nekako približati tudi cenam na ostalih 3 občinah, kjer izvaja pomoč na domu. To pa je za 21 centov višje, in sicer bi znašala 4,15 evra na uro za uporabnika. Mogoče nekaj podatkov po ostalih občinah. V občini Slovenj Gradec znaša cena 5,10 evra na uro, Dravograd 5,50, Prevalje 7,99, Mežica 8,54 in pa Črna 3,83 evra. Povprečna cena na uporabnika v Sloveniji pa znaša 5,11 evra. V naši občini torej predlagamo nekolikšno povišanje, vendar še vedno ostajamo med najnižjimi cenami. Poleg tega pa vsi socialno ogroženi uporabniki, ki tudi tega plačila ne zmorejo, lahko uveljavljajo oprostitev plačila storitve, za kar lahko tudi podajo vlogo na Centru za socialno delo. Hvala. Hvala, gospod Darja Čepin, strokovni sodelavki na občinski upravi. Torej 2 pristojni delovni telesi sta obravnavali ta predlog, in sicer Odbor za zdravstvo in socialno varstvo. Prosim predsednico gospod Marjano Kamnik za poročilo o sklepih odbora. Lep dober dan, hvala za besedo. Odbor za zdravstvo in socialno varstvo je obravnaval vse 3 predloge in smo nekako soglasno sprejeli sklep izvajalca, da se uporabnikom poviša cena na 4,15 in pa seveda sprejeli ceno uporabnika kot ekonomsko ceno. Hvala. Pa še Odbor za proračun in finance, predsednica gospa Barbara Gašper. Lep pozdrav, hvala za besedo. Tudi Odbor za proračun in finance se seznanil s predlogom cene socialno-varstvene storitve za izvajanje pomoči družini na domu in predlaga občinskemu svetu, da poda soglasje k predlagani ceni. Hvala. Hvala predsednici odbora. Sedaj pa odpiram razpravo občinskega sveta pri tej točki 6. točki dnevnega reda.
Prosim, gospod Škafar. Seveda vsako povečanje za uporabnike ni dobrodošlo, ker na koncu govorimo pač o najbolj ogroženih skupinah naših občanov, ki jim občina sicer dejansko sofinancira to, ampak jaz mislim, da ni dobro, da jim ne gremo naproti. Seveda zakonodaja je pač nekaj, kar je naredila, da zaposleni na tem področju imajo večji regres, večje plače in je treba pač to urno postavko na nek način pokriti. Vendar, glede na to, da gre to za povečanje samo 1,25%, me zanima, koliko uporabnikov je v občini Ravne, ki uporabljajo to storitev in za kakšna sredstva v celoti gre. Ker tega ni napisano, po drugi strani pa mislim, da 1,25% za občinski proračun, ki je težak nekaj čez 10 milijonov, proračun, ki se zadolžuje za razne telovadnice, za ceste, za eno drugo socialno področje kot tako, pa nek način ne mri, da ga zanemarja, ampak vsaj v tem pogledu ne gre naproti tem občanom, ki v bistvu so res naša najbolj ogrožena kategorija. Jaz mislim, da občinski svet ne bi smel tega sprejeti. Mi smo o tem govorili letos enkrat že, je bilo predvideno povišanje, pa občinski svet takrat razumel, tudi takrat sem razpravljal o tem, da ni potrebe za povečanje in tega povečanja tudi ni bilo. 1,25% ne bo rešilo občine, ne bo rešilo občinskega proračuna in mislim, da bi cena, ki je bila, lahko ostala, ne glede na to, na predlog župana in njegovih strokovnih služb, predlagam občinskemu svetu in svetnikam in svetnicam, da tega predloga ne sprejme, da sprejme variantni predlog, ki govori o enakem deležu, ki je bil sedaj 76,28% financirane občine, se pravi, da uporabnik plača še zmeraj 3,994 evra na uro. Hvala. Hvala, gospod Škafarju. Prosim za odgovor na njegovo vprašanje, koliko je uporabnikov. Odgovarjam kot izvajalec. Koroški dom starostnikov trenutno je na Ravnah 27 uporabnikov, 4 uporabniki so v celoti oproščeni preko pač centra za socialno delo, ki ugotavlja, da pač niso plačilno sposobni, tako da 27 oziroma 23 uporabnikov plača to ceno oziroma svoj prispevek za uro pomoči na domu. Se pa seveda strinjam, da ostane mogoče cena tudi enaka, kot predlagatelj smo prejšnjokrat predlagali, da cene približamo ostalim da se približamo ostalim občinam. Če smo bili dovolj pozorni, nekatere občine imajo skoraj 8 evrov prispevka na uporabnika, ampak kakorkoli, v vsakem primeru pa predlagam, da se poviša cena, ekonomska cena storitve pomoči na domu. Hvala. Gospe Marjani Kapnik, kot poročevalki, če še kakšna razprava, ta socialno-varstvena storitev, kot rečeno, predlog je, da se nekoliko podraži. S tem se strinjali seveda odbor za socialo, s tem se strinjali vsi strokovni izvajalci, vsi, ki delajo neposredno. Prosim, gospod Plevnik. Ja, lep pozdrav vsem skupaj. Tudi sam sem na odboru bil malo skeptičen do tega. Sem rekel, da vsako povišanje cen za uporabnike ni sprejemljiva, kakorkoli govorimo o malih procentih, ampak ni pa to, bi rekel, tisto, kar bi stopili nasproti. In sem rekel, mogoče se naj poišče, kakorkoli je možno notranje rezerve ali pa na kar drugi. Sicer mi je bilo razloženo, da je to metodologija taka in da iz tega pravzaprav ni možno kaj drugače ukrepati v tem primeru. Bom pa proti. Hvala, gospodu Plevniku. Še kdo želi razpravljati? Če ni razprave, predlagam torej sklep. Najprej seveda sklep, ki je bil gradiv in ki je moj sklep kot predlagatelja. Predlog sklepa se glasi in je tudi na PowerPointu. Občinski svet občine na Koroškem daje soglasje k ceni socialno-varstvene storitve za izvajanje pomoči družini na domu kot socialna oskrba na domu, in sicer skupna cena storitve znaša 16,61 evra na uro, 75,03 subvencije občine znaša 12,46 evra na uro, razlika cena za uporabnika znaša 4,15 evra na uro
Delež stroškov, ki se direktno financira kot subvencija, znaša 0,72 evra na uro, ekonomska cena, kjer so zajeti vsi stroški, znaša 17,33 evra na uro, soglasje k ceni storitve velja od 1.11.2017. Kdo je za? Kdo je proti? 5, sklep je sprejet in tudi drug sklep potem več ni predmeten za obravnavo. Hvala za potrditev. Prehajamo na naslednjo točko, ki pa ima pravo številko, torej oziroma nima več prave. 6. zaporedna, torej izhodišča za prodajo rimskega Aurelica. To je v gradivu pod točko, mislim, da boste brez problema našli 6. točko in sicer predlog sklepa v 3 točkah. Na tem mestu pozdravljam našega svetovalca oziroma sodelavca, tudi pripravljalca elaborata, gospoda Bogdana Lipovška, ki je tu z nami in bo kasneje v nadaljevanju predstavil ta elaborat, morda tudi minuto povedal o sebi, no, ker morda vas občinski svetniki ali pa ravniška javnost nekoliko manj pozna. Gre pa seveda za eno izmed potez za iskanje rešitve rimskega Aurelica. Tokrat smo se po razhodu z dosedanjim lastnikom, ki ste ga seveda potrdili na občinskem svetu, odločili storiti korak naprej, torej ne izdati zgolj kataloga, kjer smo upisali dejstva o rimskem Aurelicu, kot se morda spomnite prejšnjih prodajnih aktivnosti, s katerimi smo posebno dosegli dr. Abidova oziroma na razpisu so da dobili eno prijavo, imeli ogromno razgovorov, da naredimo en korak naprej, torej da naročimo pri strokovnjaku, pri človeku, ki se spozna na turizem, na hotelirstvo in ki pravzaprav tudi verjame v rimski Aurelec, investicijski elaborat, ki je pred vami. Ta investicijski elaborat seveda je neko napotilo in bodočim morebitnim investitorjem, vsekakor ni mišljen kot zahteva občinskega sveta po minimalni investiciji, ampak napotilo ljudem, kaj na rimskem Aurelicu pravzaprav je možno. S tem elaboratom želimo pokazati, da ocenjujemo, da ne razpolagamo zgolj z nepremičnino, ampak da razpolagamo torej z neko poslovno priložnostjo, ki je seštevek same nepremičnine, vodnega vira in tradicije turizma na tem področju, in v tem investicijskem elaboratu so prikazane te možnosti. Načrt je, da se danes ta investicijski elaborat obravnava na občinskem svetu, se dopolni z pripombami, ki bodo danes strani svetnikov in svetnic, in da se potem na podlagi tega išče z nekimi tržnimi prodajnimi aktivnostmi torej investitorje. Kakšen bo tisti investitor, ki se bo javil, če bo želel kaj drugega od tega investicijskega elaborata, seveda bo stvar vaših nadaljnjih odločitev, tudi konkretnega investitorja, ki bo prišel, bo izbiral oziroma na nek način potreboval občinski svet, tako da z današnjim potrditvijo tega elaborata pravzaprav nikakor ne zapiramo vrat za niz možnosti, ki jih lahko morda kdo vidi na rimskem Aurelicu. Vsekakor pa je ta potrditev, morebitna potrditev tega investicijskega elaborata pa odločitev občinskega sveta, da nadaljujemo torej po tej poti, da iščemo investitorja za hotelski kompleks. Vemo, da obstajajo razmisleki, da bi tukaj ne iskali več investitorja, da bi torej ali občina sama investirala, ali občina pravzaprav spremenila namembnost lokacije. To vse so odločitve, ki se še lahko nadalje sprejmejo, vendar pa predlagam, da v tej točki v času, torej konec leta 2017, probamo še vedno najti torej investitorja, da bi pravzaprav tu pričel svojo poslovno priložnostjo in razvijati turizem, ki vemo, da bo imel širše razvojne učinke na našo občino in celotno našo koroško regijo. Vkolikor pa v nekem doglednem času ne bomo uspešni, da bo trg ocenjeval, da res to nobenega ne zanima, kar bomo videli ne z besedami, ampak z dejanji, ki pomenijo evre, pa bomo morali preko slej razmišljati, da hotel, ki je zaprt od leta 2002, morda pa vendarle tu na nek način srednjeročno več pač nima prostora v tem času. Ampak kot rečeno, pred vami je pretres tega investicijskega elaborata, da ga z razmisleki, dopolnitvami, z razpravo naredimo še boljšega in da potem štartamo z intenzivnim iskanjem torej investitorja in potem tudi za objav javnega razpisa, z nastavitvijo teh mikropogojev
Sam elaborat pa, kot rečeno, bo predstavljen strani avtorja, ki ga ni delal sam, ampak sodelovni je bil vodilni avtor, gospod Lipovšek Bogdan. Zato vas prosim, da zdaj po tem mojem uvodnem poročilu prevzamete besedo in predstavite torej ta elaborat. Kot smo rekla, nekje v 10 do 15 minutah. Pa mogoče, da se malo predstavite, no, ker nekateri vas bolje poznamo, Ja. nekateri slabše, tudi da prosim. Tisti sajt pa ne bom štel predstavitev elaborata. Dober dan, lepo pozdravljeni vsi skupaj, hvala lepa. Torej, ker sam kot Korošec sem ves ta čas spremljal tudi situacijo okrog Rimskega vrelca in meni je to vedno bila ena prav posebna bolečina. Zaradi tega, ker Rimski vrelec z svojim naravnim okoljem mineralno vodo predstavlja en tak naravni biser, ki pa je ostal seveda tam nekje zakopan, pa večkrat tudi nerazumljen. Nerazumljena je pa tudi večkrat situacija, da pravzaprav zelo enostavno dobimo investitorja na tako lepo pokrajino in na tako kvalitetno mineralno vodo. Mineralna voda Rimskega vrelca, to ste videli lahko v elaboratu, je res nekaj izjemnega. To je redka voda v Evropi in na svetu. Vse vode imajo žveplo, vse vode imajo tale železo, vse vode imajo magnezij, magnan, v majhnih nanodelcih pa nimajo vode selena, vanadija in podobnih nanoelementov, ki dajo tej vodi prav poseben moč, samo rekel, ja, prav posebno moč. Zdaj je pa treba vendarle povedati, da ta nenavadna voda, čudežna voda Rimskega vrelca, pa vse te lepote pa niso dovolj za investitorja, da bi privabili investitorja. In za Rimski vrelec naj ne bi iskali klasičnega kupca nepremičnine, ki jo je treba, žal moram reči, porušiti, čeprav se sam izjemno zavzemam za to, da se stare zgodovinske historične zgradbe ohranjajo, pa vendarle v primeru Rimskega vrelca to ni mogoče. In kakšnega kupca iščemo? Iščemo kupca, ki bo seveda videl dolgoročni interes za vlaganje v hotelsko in turistično infrastrukturo Rimskega vrelca, njega pa zanimajo seveda bodoči donosi. Za bodoče donose je treba seveda pa mora biti na razpolago možnosti, da se kreirajo tako imenovani integrirani turistični produkti. Večkrat se meni, da je hotelska soba turistični produkt. Hotelska soba ni turistični produkt. Hotelska soba je del integriranega turističnega produkta. Turistični produkt sestavlja še ves ostali kompleks prirodnih in pa narejenih danosti, ki jih ima eno turistično okolje. Možnost takih turističnih produktov je seveda v področju Rimskega vrelca enormna, področju Mežiške doline, občine Ravne, Koroškem in regije. A lahko damo naprej, prosim? Poglejte, jaz sem naštel in videli ste v elaboratu samo nekaj teh možnosti, teh turističnih produktov, za katere je posebno zanimiv še tako en MICE segment. MICE je angleška kratica, ki pomeni Meeting Incentives, Conferences and Events, se pravi konferenčni turizem, ki je eden najbolj donosnih turističnih segmentov, ki je pa na Koroškem pravzaprav popolnoma pogrešan. Razen tega MICE segmenta imamo pravzaprav še niz drugih elementov, ki jih lahko združimo v integrirane za investitorje zanimive turistične produkte. Če govorimo o tem, da bo investitor vedno gledal na to, kakšne bodoče donose bo dobil z vloženimi sredstvi, oziroma vloženim kapitalom v nek projekt, je treba to vendarle računati z nekimi mednarodnimi hotelskimi standardi, to so tako imenovani USALI standardi. Vsak resen investitor bo preveril investicijo preko teh USALI standardov. USALI standardi so kratica za Uniform System of Accounts for Logic Industry ali enotni računovodski standardi za nastavitvene obrate. Orodja, ki jih ta USALI standardi
uporabljajo, so številna, 4 so pa osnovna. In če lahko damo eno naprej, mislim, da bomo dobili potem še malo naprej. Še ena, evo zdaj. Ne, še naprej. To so 4 ti ostali standardi, na katerih sem tudi jaz potem naredil simulacijo poslovanja za delovanje hotela v Rimskem vrelcu. To je prihodkovni, ki ima kratico REVPAR, to je angleška kratica, ki se uporablja v hotelskem jeziku po celem svetu in pomeni revenue per available room oziroma prihodki na razpoložljivo sobo. Drugi je cenovni, ima oznako ADR, to je average daily rate ali povprečna dnevna cena sobe. Tretji je stroškovni, je EPOR, pomeni expenses per occupied room oziroma za stroški na zasedeno sobo. In četrti je tisti, ki ga ponavadi postavljajo ljudje na prvo mesto, pa ni tako zelo pomemben, je seveda zasedenost ali occupancy. Zasedenost je po svoje zelo pomembna, ni pa prvi in najbolj pomemben pokazatelj uspešnosti poslovanja hotela, posebej pa ne po ostalih standardih. Na osnovi tega sem jaz predlagal v elaboratu, da se ponudi investiranje v hotel z 4 zvezdicami in velikost hotela 120 sob. Tukaj gre bolj za izhodišče, kot pa za natančno navodilo ali celo zahtevek do investitorja. Investitor seveda se lahko tukaj odloča po svoje. Jaz mislim, da se noben resen investitor ne bo spuščal v investicijo manj kot 100 sob, že zaradi same ekonomije obsega. Mislim pa, da bo zelo težko narediti na tem teritoriju, na tej parceli hotel z več kot 150 sobami z preprostega razloga, zaradi tega, ker je treba vendarle malo paziti na to prekrasno vedute kotel v zadnji z Uršljo goro in je nemogoče tam, mislim, naredili bi zločin, če bi tam naprimer postavili stolpnico na sredi, ki bi popolnoma devastirala okolje. Torej, tu nekje se med 100 in 150 sobami predpostavljam, da se bo resni investitor gibal, izhodišče sem vzel pa 120 sob. Zakaj tudi kategorijo 4 zvezdic? Zaradi tega, ker je kategorija 4 zvezdic druga najširša, zajema drugi najširši trg v hotelske dejavnosti, poleg 3 zvezdic. 3 zvezdice so še širše. Mnogo hotelirjev investitorjev se odloča tudi za to, da štarta z 3 zvezdicami, ker zajema najširši trg in potem, ko se na trgu trdno zasidra, naredi tako en upgrade v 4-zvezdični hotel, ki je seveda v cenovno višjega ranga, zahteva tudi seveda nekoliko drugačen standard in se seveda veliko bolj vključuje v tako imenovan MY segment, se pravi konferenčno-kongresni segment, kot pa 3-zvezdični hoteli. Zakaj ne 5 zvezdic? 5 zvezdic hotel pa ne zaradi tega, ker je izjemno, če je pravi 5 zvezdic, izjemno ekskluziven, ima najmanjši trg 5-zvezdični hotel in pa seveda nekateri tako imenovani PCO-ji, profesionalni kongresni organizatorji, se celo izogibajo organizacijo konferenc in kongresov v 5-zvezdičnih hotelih. Kot veste, imate celo velike multinacionalna podjetja, ki segregirajo kateri uslužbenci v katere zvezdice lahko grejo in večkrat imate celo prepoved bivanja v hotelih s 5 zvezdicami. Zaradi tega sem 5 zvezdic enostavno izključil. Finančno sem štartal iz zelo konzervativnih predpostavk. Vse predpostavke sem najprej testiral v Sloveniji, v slovenskih hotelih in pa v teh novogradnjah ali adaptacijah, ki so se dogajale med leti 2015 in 2017. Jaz sem pred 2 letoma izdelal investicijski elaborat za upravičenost investicije za hotel Jama v Postojnski jami za gospoda Batagelja, ki je bil pravzaprav potem izhodišče, da se je sploh lotil adaptacije tega hotela Jame, ker sem imel tudi možnost, da sem vodil to adaptacijo. In seveda sem bil pravzaprav zelo na tekočem z cenami in pa stroški take vrste adaptacije, ki pravzaprav gre tako kot za Rimskem vrelcu, tudi tam šlo za revitalizacijo. Tam je bila zadeva popolnoma devastirana in je bilo treba celo zadevo revitalizirati. In pa drugo je pa zadnja gradnja hotela Intercontinental v Ljubljani,
ker sem pač moral primerjati nekoliko drugače kot pa hotel Jama, ki je bil zelo podoben novogradnji hotela na Rimskem vrelcu. Zaradi tega, ker je šlo seveda za popolno novogradnjo v mestnem okolju in za hotel z 5 zvezdicami, vendar neki gabariti pa so me bili podani tudi pri gradnji tega hotela, tudi kar se tiče njihovih pričakovanj glede povprečne cene, glede zasedenosti in podobnih kazalcev, ki so, kot ste opazili, verjetno v elaboratu navedeni. Ko sem uporabljal te predpostavke, izhodišča in te cene, sem že omenil, sem šel iz konzervativnih predpostavk. Konzervativne predpostavke iz preprostega razloga, ker če na preračun na konzervativnih predpostavkah pokaže tako imenovan GOP ali tako imenovan Gross Operating Profit pozitiven, potem je popolnoma jasno, da je vsaka naslednji korak, ki je boljši od tega, še uspešnejši. Da pa seveda nakažem tudi možnosti, potenciale, ki jih ta naš rimski vrelec ima, sem seveda naredil za prvo leto delovanja 3 scenarije, eden, ki je konzervativen, enega, za katerega smatram, da je realen, in tretjega, za katerega menim, da je lahko v tem trenutku optimističen. Cene, povprečna dnevna cena, ki je v elaboratu navedena, upošteva tudi povprečne dnevne cene hotelov v Južni Avstriji, primerljivih hotelov v Južni Avstriji. Tam so dosegali cene, povprečne dnevne cene med 100 do 115 evrov, zdaj, kot vidite, jaz sem v elaboratu navedel 82, 82 in sem primerjal to nekako z cenami nekaterih slovenskih, povprečnimi dnevnimi cenami nekaterih slovenskih naravnih zdravilišč, in kjer pa je cena tam okrog 90 evrov, če vzamemo Moravske Toplice, povprečno ceno, če veste, da imamo tam 3 hotelske zgradbe, od Livade 5, potem Ajde 4 in pa še tretjega Termala, ki je tam med 3 in 4 zvezdicami. Torej, izhodišča finančna v tem smislu so tukaj zelo konzervativno postavljena, kar je zelo razveseljivo, da kot vidite je ta gross operating profit seveda absolutno lukrativen in zaradi tega tudi za potencialne resne investitorje tudi zanimiv. Čas doba vračanja, ki je zelo pomembna, tudi pomemben faktor za vsakega investitorja, to je ROI, Return of Investment, se tukaj izkazuje približno 12 let, jaz sem ga potem izračunal še na 15 let, so odstotki minimalno različni in tudi čas vračanja investicije je za hotelsko dejavnost izredno lukrativen. Morate računati, da hoteli se normalno poplačujejo v obdobju 15 do 20, tudi več let. Res je, da hotelska dejavnost je, donos na kapital v hotelske dejavnosti relativno nizek zaradi visokih fiksnih stroškov, zaradi visoke tudi kapitalske vrednosti hotela, ampak velika prednost hotela pa je, da so ti donosi stabilni in dolgoročni. Če pogledamo zdaj samo primer, lansko leto je prišlo do združitve 2 velikih hotelskih verig, 2 titanov, to je Marriota in Starwooda, kjer je Marriott prevzel Starwood za 13,6 milijard dolarjev in se spopadel z kitajskim investitorjem, ki je ponudil 14 milijard dolarjev, pri čemer je bil izračunan letni ekstra donos za to fuzijo 200 milijonov dolarjev. Se lahko predstavljate, da to ni bil zgolj samo finančni učinek te investicije, ampak je šlo za to, da se presežki kapitala plasirajo v trajno, varno in trdno. To je ta specifika hotelske dejavnosti in seveda resen investitor v hotelirsko dejavnost bo to vedel in bo seveda to upošteval. Jaz vam moram povedati, da jaz osebno globoko verjamem v ta projekt. To, kar mene včasih zaboli, ko se pogovarjam tu na Koroškem z nekaterimi znanci ali prijatelji, je ta neverjeten negativistični pristop. Pa sej tek ne vnečerata. Kaj se štatiš s takim? In ko rečem ljudem, poslušajte, s takim pristopom
seveda nikoli in nikdar ne bo nič ratalo. Ne more. Če je že vnaprej taka negativistična postavka za eno bistveno spremembo, ki lahko gospodarsko panogo turizma ne samo občinam v regiji razvije in prispeva k splošno dobremu, ne samo občini, ampak tudi v celotni regiji. Na koncu s takim hotelom odpiramo 50 delovnih mest, najmanj 50 delovnih mest. In zaradi tega bi rekel tako s Prešernom, s seboj povabim druge vas junake, vas, katerih rama se ukloniti noče. Skupnimi močmi in z res zavzetostjo, da se ta nesrečni, pod narekovajem danes nesrečni rimski vrelec, res kot en ptič Feniks, veste, da zacveti, zaradi tega, ker si to zasluži, tako to okolje, zgodovina tega okolja, mi in pa naši zanamci. Najlepša hvala, da ste me sploh poslušali, zdaj, če kakor še koli vprašanje, sem jaz z veseljem odgovarjam. Morda sam še to, ker sem pozabil na začetku, da bi se mogel malo predstaviti. Jaz delam v slovenskem hotelirstvu dobrih 30 let. 24 let sem bil direktor Grand Hotela Union. V tem času sem delal za 2 tuji hotelski verigi, 12 let za Holiday Inn, kasneje, ko je Intercontinental kupil Holiday Inn tudi za Intercontinental. Tako da to mi je dalo veliko teh mednarodnih izkušenj v hotelirstvu in pa nekoliko drugačen pogled na hotele, kar me, moram reči, izjemno veseli, kajti v še tako grobem kapitalizmu je v hotelirstvu spoštovanje človeka in spoštovanje zaposlenega ena izmed najvažnejših postavk v normalnem funkcioniranju hotela. Kajti, če ni dobrih odnosov v hotelu med zaposlenimi in dobre komunikacije, ni dobre komunikacije nazven za gosta, kajti te dve komunikacijska sklopa sta tako trdno povezana in med sebojna pomoč in skupno spoštovanje človeka prinaša dobiček, to pa tudi najbolj brutalni kapitalizem razume. Trenutno pišem razne učbenike za področje hotelirstva, ki v Sloveniji pravzaprav nimamo ali pa jih primanjkuje. Predavam na srednjih, višjih in visokih strokovnih šolah. Ukvarjam se z svetovanjem na področju hotelirstva. Zadnji večji projekt je bil Hotel Jama v Postojni. Na podogovoru z gospodom županom pa sem se res z vso zavzetostjo in tudi z emocijami lotil rimskega vrelca in prosim, da ga naredimo. Hvala. Hvala gospodu Lipovško za tudi ta optimizem, ki ga seveda lovimo tukaj skupaj, že kar nekaj let. Torej, 2 odbora z delovnega telesa občinskega sveta, odbor za gospodarstvo in pa odbor za proračun in finance. Prosim oba predsednika, gospoda Stočkota ter Barbara Gašper za predstavitev. Lep pozdrav vsem skupaj, gospod župan, hvala za besedo. Odbor za gospodarstvo je obravnaval predlog investicijskega elaborata za hotelski kompleks Rimski vrelec in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava v predlagani obliki. Hvala, gospod Stočkoto, predsednik odbora za gospodarstvo ter še predsednica odbora za proračun in finance, gospod Gašper. Hvala. Tudi odbor za proračun in finance je obravnaval predlog investicijskega elaborata za Rimski vrelec in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava v predlagani obliki. Hvala obema predsednikoma, predsednici. Odpiram razpravo občinskega sveta. Prosim. A gospod Škafar prvi, ne? Gospod Halilović, prosim. Hvala. Jaz bi se gospodu Lipovšku najprej zahvalil za njegov prispevek, za njegov čas in za njegovo strokovnost, ki jo je vložil v teaser. To je osnovna paradigma, seveda, da se ločujem, da pristopamo k projektom, katerih cilj, namen in interes je, da nekega dne zaživijo. Če pogledamo skozi aspekt same Koroške, potem vemo, da se da dejavnost tega hotela razširiti tudi na športni turizem, tudi na poslovni turizem
ne samo na konferenčno-kongresni in letni in zimski. Cel kup izvajalcev je športnih dejavnosti na Koroškem, ker vsi moledujejo, da ni zadost spalnih kapacitet na Koroškem. Kar se tiče poslovnega turizma, večina podjetnikov, ki prihajajo na Koroško, pravijo, da njihovi ljudje hodijo na nočitev z zajtrkom v bližnjo Avstrijo, tako kot je kolega že v svojem teaserju opozoril, da izhaja iz južne Koroške. Ali prodati območje, ali graditi hotel, seveda to je treba čim prej. In naš interes, točno tako, kot je rekel gospod Lipovšek, mora biti naravnan optimistično s to idejo, da se vsi trudimo, da najdemo čim prej investitorja, morebitnega kupca. Danes je denarja na trgu v izobilju, je pa res, da je treba tistim, ki imajo denar, ponuditi priložnosti, da ga zapravijo. In zapravijo ga s takšnimi investicijami, seveda, ki jih regija ponuja. Bistvo, kar je pa v tej koroški regiji, je pa koroška zaplankanost, ker imamo 12 občin, 12 turističnih centrov in vsak gleda skozi prizmo ptičje perspektive na svoje območje, svoje občine. Jaz še nisem videl, pa sem že kar parkrat letel z celovškega letališča, nobenega prospekta o koroških, naših slovenskih koroških turističnih znamenitostih na celovškem letališču. Ko gledate pa asortimane koroške, Vorarlberškega, Gradiščanskega in to dobite vse tam. Mi ne znamo tržiti svojega okolja. Se pravi, da je res ta koroška zaplankanost, da vidimo samo do svojega plotu iz hiše, naprej pa ne vidimo. In prvi in osnovni interes je seveda povezati vse te deležnike, ki so usposobljeni, ki jih iz občinskega proračuna financiramo, da povežemo te dejavnike in seveda enotno nastopimo. In če bomo to naredili, se bomo lahko jutri pogovarjali o uspehu gradnje oziroma pristopa novega investitorja k trženju rimskega vrelca in večje prepoznavnosti Koroške v Sloveniji in v svetu. Jaz podpiram to. Hvala še enkrat kolegu Bogdanu za velik doprinos in za investitore, ki to berejo. Moram reči, da tam že kjer bere te stvari, ker jih zanima. Seveda je pa drugo, ali bomo stopili nasproti, ali bomo znali to tržiti, koristiti in tudi povezati lokalno prebivalstvo od kmetov do ostalih ponudnikov aktivnosti za uspešno izvedbo tega kompleksa. Hvala lepa. Hvala za razpravo, gospodu Haliliču. Nadaljujemo z razpravo. Prosim, gospod Škafar. Seveda je nehvaležno se spustiti v tak projekt, za katerega vemo, da je bilo že v teh letih veliko raznih iniciativ, zgodbic takih in drugačnih, vse so bile pa neuspešne. Objekt propada, na koncu vsi vemo, da tu ni več biser, da je to samo neko propadajoča zgradba, ki pač ima neko ime v nekaterih ljudeh, še večina pa tega kompleksa ne pozna. Bom rekel, vse v Sloveniji, širše pa še manj. Drugo dejstvo je, da smo pač na nek način ves čas deležni zgodbe, ki pravimo dolina smrti, še zmeraj. Ves čas se dogaja to, da ugotavlja, da imajo otroci v krvi veliko svinca, da je to železarsko mesto, etc. Se pravi, ogromno teh predsodkov je, ki Slovence, ki Koroško poznajo, na nek način odvrača od te naše prelepe Koroške. To je resnica, od tega se ne moremo oddaljevati niti bežati. Druga zadeva je, da so naše povezave zelo, zelo slabe,
do te naše Koroške in dejstvo je, dokler tega ne bomo imeli, jaz močno dvomim, da bomo imeli nek konferenčni turizem, ker na koncu koncev ljudi, ki pridejo, je njihov čas zlato in 3 ure na Koroško, recimo z Brnika in nazaj, si bo malo kdo lahko privoščil ali pa tudi. Seveda možnosti so seveda vse prisotne. To, kar je gospod Lipušek pripravil, sigurno pije, on je na tem področju strokovnjak, pozna stvari, me pa nekaj moti. Moti me, da je pripravljena samo ena opcija. Tu so zapisane prednosti te mineralne vode, take in drugačne, to mi vemo že desetletja, pa kljub temu jo slovenski trg ne prepozna. Ne prepoznajo te vode podjetniki, ki bi lahko to na nek način koristili, ste šli zdraviliški turizem, vse te zgodbe sem iščil vsaj 5-krat, 6-krat. V takšni ali drugačni obliki gospod Lipušek nič kaj novega ni povedal, sigurno ne. Dejstvo je, da je on strokovnjak na tem področju, vendar strokovnjak hoteli Hilton, eno in drugo so pač tudi Union v Ljubljani je pač na območju, kjer je velik tranzit, ljudje prihajajo, ne glede na to, ima tu vse, kar je zapisal, pije vodo, vendar jaz pogrešam v to, ker to je prav gotovo ni bilo zastojno, to so bili prevodi, to je bil angažma gospoda Lipuška, stvari še potekle naprej. Čeprav je bilo rečeno, da nič ni prepovedanega, da lahko vsakdo si tudi namisli kaj drugega. Tudi župan je rekel, da bi probali prvo s tem hotelom, če to ne bi šlo neko obdobje, jaz ne vem, koliko je to, leto, 2, 3, 5, pojma nimam, bi pač poskušali dati možnosti tudi drugemu zainteresiranemu kapitalu. Poglejte, danes je turizem ni samo hotel. Danes so zadeve manjši bungalovi, manjše kočice, x teh stvari, ki so možne in jaz mislim, da bi bilo sporedno s tem elaboratom zapisati, da občina na nek način preferira to zadevo, ker normalno hotel rabimo, cela dolina ga rabi, mogoče je treba tudi pristopiti k podjetjem, če pogledamo, da se bo tu gradil Lek, oziroma se že gradi, da so podjetja v Mežici, v Prevaljah, tudi v Črni, zmeraj močnejša, pa nimajo za svoje poslovne partnere teh hotelskih nastanitvenih možnosti, bi lahko tudi bila to neka nit, s katero bi ta podjetja privabili tudi v ta skupni projekt izgradnje hotela. Vendar kljub temu, jaz mislim, da bi mi morali, če bomo že izdali ta nek se bo temu reklo, prospekt, ponudba, karkoli že bo, da bi dodali, da so možne tudi druge variante, z katere, to je treba zapisati, napovedati se, kratka, da ni permanentno samo hotelirstvo, ampak da je lahko tudi drugače. Seveda, edina zaveza, ki pač mora biti za investitorja, katerega koli že bo, seveda vsak bo želel ta svoja sredstva, razen če niso umazana, uprana, dobiti v nekem doglednem času nazaj, da bo pač to, kar vloži, tudi z nekim primernim dobičkom zaslužil in dobro povrjeno. To je pač problem. No. Dejstvo je, da blagovne znamke rimski vrelec kot tak enostavno nima. Nima je in najtežje je ustvariti blagovno znamko. Na kak način jaz to ne vem, očitno, mogoče gospod Lipušek ve, tega enostavno občina kot taka do zdaj z svojimi strokovnjaki, z zunanjimi sodelavci ni znala in ni zmogla. Pa še eno nekaj me moti. Mi smo na zadnjem z lastnikom rimskega vrelca, s tem Abidovom, izgubili kakorkoli že temu rečeno, na ta način, da nismo imeli, on je pač igral na karto, da nima vodnega soglasja in da ni dobil vodnega soglasja v državi. Jaz mislim, da mora občina preden gre v to zadevo ali pa sočasno pridobiti vodno soglasje. Skrajno neumno je, da nekdo, ki bi v investicijo šel, začne pridobivati vodno soglasje in mu potem to lahko vzame, ne vem, kilometer, 2, 3, teden, 2 mesece, leto, 2, 3 časa. Skratka, zadeva vodnega soglasja pač mora biti rešena v tem času,
da ne bo bodoči investitor, seveda, če se bo našel, imel s tem probleme. Država vemo, kakva je, da komplicira, takrat, kadar ni treba. Drugo dejstvo pa je, da živimo sedaj v času konjunkture, denarja je očitno dovolj, za prave projekte ga je dovolj in si ne smemo privoščiti to, da bomo predolgo čakali, rekli zdaj samo hotel je varianta, ostale možnosti pa niso. Se pravi, jaz predlagam, da lahko se ta elaborat sprejme, sočasno se pa mora k temu vsaj dodati v enih 10 stavkih, da je možno tudi to in to. Ker če gledaš ta elaborat, sicer nikjer ni zapisano, da se to ostale stvari prepovedujejo, vendar vsakdo, ko to prebere, vidi, je to eksplicitno zapisano za hotelski turizem, hotelsko dejavnost, konferenčno dejavnost, ostalih možnosti pač na nek način ne pušča odprtih, se jih ne prepoveduje, niso pa na nek način zapisane. Skratka, predlagam, da se pridobi, da gre občina v pridobivanje vodnega soglasja, ki ga bo potem prav gotovo lažje dala bodočemu investitorju, če bo, in da se zapiše v ta elaborat tudi druge možnosti, ki pač sedaj v svetu turizma obstajajo, zdraviliškega turizma. Hvala. Hvala, jaz kar mogoče za lažje razpravo odgovoril gospodu Škafarju. Glede drugih možnosti za razvoj turizma, jaz mislim, da se gospod Lipovšek pa seveda tudi jaz strinjam, no, da napišemo posebno poglavje, dodamo torej v ta elaborat posebno poglavje, ki ga imenujemo pač v tem smislu širšem, da poleg hotela dopuščamo ali pa tudi predlog na mesto hotela dopuščamo druge vrste namestitvenih kapacitet področja turizma. To bi jaz dopolnil ta sklep, no, ki je v 3 točkah, tudi glede na to, da je na odborih bilo to izneseno, je že gospod Močnik tudi pripravil neke tekste, ampak skratka, da bi dodali 10 do 20 stavkov posebnega poglavja, torej v samem elaboratu oziroma prospektu z angleščino teaserjem. Kar se tiče pa vodnega dovoljenja, bi jaz to prebral ali pa obdelo kot pobudo občinskega svetnika, bomo dali mi natančno pojasnilo pravnih služb, ki so bile v stiku z Agencijo Republike Slovenije za okolje, ki izdaja vodna dovoljenja, oziroma z direktoratom za vode na Ministrstvu za okolje in prostor, kakšne vrste vodnih dovoljenj obstajajo in kakšne vrste vodnih dovoljenj lahko občina dobi. Pa bom zdaj tole na ustno razlago, na dolgo pa široko, kaj pomeni koncesija za koriščenje mineralne vode, ki bi v tem primeru je občina samo morala dobiti, kakšne so pogoji, da dobiš koncesijo, medtem ko samo vodno dovoljenje za pitje te vode, pa seveda, ker to ni navadna voda, tako skrba s pitno vodo, tu ne prije upoštev vodno dovoljenje, ne vsi poznate, ko imate svoje zajetja oziroma pozna EKP Ravne, ko ima vodna dovoljenja za svoje vodne vire. Tu ni vodno dovoljenje, vodna pravica je, ampak vodna pravica v smislu torej koncesije in bomo to natančno obrazložili svetnikom, zakaj občina v bistvu v to ne more, boste to prebrali, pa potem lažje naprej razpravljali. Ampak itak je gospod Škafar predlagal, da to sporedno naredimo, torej s tem elaboratom. Medtem ko elaborat bi pa, po mojem mnenju, lahko dopolnili, no torej s poglavjem o drugih možnostih, kot rečeno, mi ocenjujemo, da bi na podlagi tega teaserja, ki se bi seveda poskusil, bi rekel, plasirati v prave roke ali osebno ali strani, bi rekel, socialne strukture, omrežja, ki ga pozna kdo od sedaj igralcev na tem področju, ali preko spletne strani, ali preko, nam rekel, glasov oziroma mogoče s pomočjo kakšnih agencij, da bi to plasirali in prejeli kontrapredloge, da sicer jih ribski zanima, ampak takšen, in potem da bomo vse resno obravnavali, kar bi kogarkoli zanimalo. Naprimer, če bo kdo predlagal 70 sob pa 3 zvezdice, ni rečeno, zakaj nas to ne bi zanimalo, če bi nekdo bil pripravljen to vložiti, pa na mesto cene 82 zračuna ceno 35 evrov, pa iti v to, ne verjamem, da občinski svet rekel temu ne. Tako da je to, kot rečeno, samo en tak prospekt za privabljanje idej in s tem smislu čim bolj odprtno. In bom jaz drugo točko, gospod Škafar, dopolnil s tem vašim dodatkom, torej da dodamo še v splošnem smislu druge kapacitete ali oblike kapacitet za turizem na tem področju. Izvolite, še naprej sem tako pojasnilo 2 točk. Gospod Plevnik, prosim. Ja, tale elaborat kot tak je seveda lepo napisan, optimistično, mogoče celo utopistično v nekaterih smerih. Predvsem se pa mislim, da je treba tule, kot je rekel že tudi gospod Škafar,
pa ko je bilo zdaj predlagano, da se ene stvari dodajo. Jaz bi mogoče tule upozoril na zdraviliški turizem, kjer je mogoče vseeno tule v tem elaboratu upisano v 2 vrsticah, pa dajmo tudi to, sam, ker se pač s tem ukvarjam, vem, da se na tem področju da tudi glede vode, da se da balneoterapija, da se da vse to razvijati naprej, v takem smislu tudi neke gastroenterološke dejavnosti in druge dejavnosti, ki bi tu prišle upoštevane. Seveda pa, tako je bilo rečeno, brez nekega konkretnega dobrega investitorja, ki bo znal to zagrabiti, bo pač zelo težko, no, zaenkrat. Tako da nekje bi pričakoval tudi smernice za naprej, ne, kaj bo možno, da se nekaj usmerimo, v katero dejavnost bi najbolj lahko šli s tem elaboratom. Hvala. Hvala gospodu Plevniku. Malo prehitri ste bil, da ni še dopolnjen sklep. No. Okay. Še kakšna razprava? Če ne, lahko gremo na glasovanje. Predlog sklepa je v 3 točkah. Zdaj, če rabim parcele, še enkrat brat. Oziroma, prva točka ostaja enaka, druga točka pa bi se glasila: občinski svet občine na Koroškem se seznani z investicijskim elaboratom za hotelski kompleks Rimski vrelec in potrjuje izhodišča iz elaborata za ponudbo občine pri prodaji nepremičnin. Elaborat se dopolni s poglavjem o drugih možnostih oblike infrastrukture za področje turizma na tej lokaciji. In pa tretjič, občinski svet pooblašča župana občine na Koroškem za vodenje razgovorov s potencialnimi kupci oziroma investitorji v kompleks Rimski vrelec. Kdo je za? 18 za, kdo je proti? Nič proti. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Se vam zahvaljujem za razpravo. Gospodu Lipovšku se zahvaljujem za njegov predstavitev in pa upam, da bo, bi rekel, ohranil to vero v rešitev Rimskega vrelca kratkoročno. Po točko 9 imamo predlog poslovnika, po točko 8, predlog poslovnika odbora za razpolaganje sredstvi požarnega sklada in prosim gospod Ireno Došen za predstavitev torej tega predloga poslovnika o delu odbora za razpolaganje sredstvi požarnega sklada. Prosim. Lep pozdrav vsem. V skladu z 58. členom zakona o varstvu pred požarom župan imenuje odbor za razpolaganje sredstvi požarnega sklada. Odbor se imenuje iz vrst predstavnikov lokalnih skupnosti, gasilcev in pa zavarovalnic. Sredstva požarne takse se nakazujejo mesečno in so objavljene na strani Uprave za zaščito in reševanje. Merila za dodelitev sredstev pa jim določa Vlada Republike Slovenije. In sicer se pri tem upošteva velikost lokalne skupnosti, število prebivalcev, število intervencij in požarov, število oziroma tudi ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč, pa tudi število operativnih gasilcev. Delo odbora torej določa poslovnik, ki ga sprejme občinski svet. V poslovniku je določeno, kdo skliče odbor, kdo vodi odbor, potem način dela odbora. Odbor tudi določa merila za delitev sredstev v lokalni skupnosti, tako da v bistvu s potrditvijo poslovnika zagotovimo smotrno in transparentno porabo sredstev. Gre pa za izključno namenska sredstva, ki se uporabijo za nabavo, za sofinanciranje zaščitne opreme in reševalne gasilske opreme ter pa gasilskih vozil. In s transparentnostjo pa zagotavljamo tudi, moramo zagotavljati tudi navzven, ker moramo pošiljati vsako leto tudi poročila o porabi sredstev na Upravo za zaščito in reševanje. Hvala gospe Ireni Došen za predstavitev določil poslovnika. Odbor za finance, gospod Gašper je to obravnaval, prosim za vaše poročilo. Hvala za besedo. Odbor za proračun in finance se seznanil s sklepom, s katerim se potrdi sprejetje poslovnika za razpolaganje sredstvi požarnega sklada in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala. Odpiram razpravo občinskega sveta. Če ni
Predlagam torej sklep. Občinski svet sprejme poslovnik za razpolaganje sredstvi požarnega sklada občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? 15 za, kdo je proti? Nič proti, vdanen sklep sprejet. Prehajamo na naslednjo točko, 10. točka označena v mojem gradivu, 9. zaporedna, ker smo eno umaknili. In sicer premoženjsko-pravne zadeve v 4 podtočkah in prosim kar za predstavitev prve podtočke 10.1 ukinitev javnega dobra na Preškem vrhu. Prosim. Gre za, se pravi, za parcelo, ki ima status javnega dobra, vendar ni več, v bistvu ni več potreba po tem javnem dobru, ker ne predstavlja to javne poti. To zemljišče predstavlja v bistvu hišni priključek v naravi in vodi do do gospodarskega poslopja in stanovanjske hiše dveh lastnikov. Tako da bi bilo smotrno, da se ukine. Postopek gre pa tako, da po soglasju občinskega sveta izdamo odločbo o ukinitvi javnega dobra, nato pa še sklep, ki pa se potem, na podlagi katerega se izvede vpis v zemljiško knjigo in postane občina Ravne lastnik. Hvala. Dva odbora, odbor za komunalno in stanovanjsko gospodarstvo ter odbor za okolje in prostor. Prosim za poročila obeh predsednikov. Je pa to v bližini Kefrovega mlina. Lep pozdrav vsem prisotnim. Hvala za besedo. To se pravi, odbor za komunalno in stanovanjsko gospodarstvo se je seznanil s sklepom, s katerim se ukine status javnega dobra na zemljiški parceli številka 503/3 KO 895 Preških vrh in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala. Hvala gospodu Kacilo. Prosim gospoda Mlinariča. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj. Odbor za okolje in prostor se je seznanil s sklepom, s katerim se ukine status javnega dobra na zemljiški parceli številka 503/3 in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala. Hvala gospod Mlinarič, predsednik odbora za okolje in prostor. Sprejemam razpravo občinskega sveta. Če ni, predlagam sklep. Na zemljiški parceli številka 503/3 KO 895 Preški vrh se ukine status javnega dobra in pripiše lastninska pravica v korist občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? 15 za, kdo je proti? Nič proti, sklep sprejet. Točka 10.2. Predlog za prodajo dela zemljišča parcelna številka 280/21 KO Dobja vas. Prosim za predstavitev predloga. Po katastrskih podatkih ta parcela predstavlja cesto, del pa nezazidan del, nezazidane površine v poslovnih objektih. Gre torej za nezazidano stavbno zemljišče, ki pa v skladu s prostorskimi akti predstavlja površine namenjene za industrijo. S prodajo tega zemljišča bi, v bistvu dela tega zemljišča bi poskrbeli za gospodarno rabo in pa tudi za ureditev tega dela poslovne cone, saj zdaj v bistvu ni urejena. Zemljišče je obremenjeno s služnostmi, z vodi večjimi, tako da bi bilo pač primerno, da se proda in da s tem pridobi proračun. Hvala, gospod Ireni Došen. Oba odbora sta to obravnavala. Prosim predsednika odborov, da poročata. Odbor za komunalno in stanovanjsko gospodarstvo se je seznanil s sklepoma, s katerima se prodaja dela zemljišč parcelna številka 280/21 KO 883 Dobja vas in predlaga občinskemu svetu, da to sprejme. Ampak na odboru, ko smo obravnavali, smo še dali v zapisnik, da se bi na tem delu naj tudi uredila peš pot. Mislim, da tam vodi. A to drugo? Aha, pardon, se opravičujem. Naslednja točka. Da ne boste tako eni poslanci v Državnem zboru. Eden. Tudi naš odbor, torej odbor za okolje in prostor je obravnaval ta sklep, s katerim se ukine status javnega dobra na zemljiški parceli številka 503/3 KO Preški vrh in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala. Hvala predsednik odbora, obeh odborov. Razprava občinskega sveta. Prosim. Če ni razprave, predlagam sklep v dveh točkah. Prvič,
prodaja dela zemljišča parcelna številka 280/21 KO 883 Dobja vas se doda v načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine Raven na Koroškem, v načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem, drugič občina Raven na Koroškem proda del zemljiške parcele številka 280/21 KO 883 Dobja vas. Kdo je za? 17 za. Kdo je proti? Nič proti. Točka 10.3. Predlog za ukinitev javnega dobra na zemljiških parcelnih številkah KO Ravne. Prosim za predstavitev. Ti dve parceli predstavljata zelenico oziroma dvorišče pri stanovanjski stavbi. Ukinili bi javno dobro z namenom, da potem lahko razpolagamo. Rumeno označeno parcelo bi bilo potrebno še potem malo odparcelirati, da zagotovimo zadostno širino javne poti. Tu poteka čez ena taka pešpot. Postopek ukinitve javnega dobra spet z odločbo ukinemo javno dobro in sklepom zagotovimo vpis v zemljiško knjigo, da je občina Ravne lastnik, potem pa lahko izvedemo prodajo. Hvala za predstavitev gospe Ireni Došen. Oba odbora zopet, prosim, gospod Cilj in gospod Mlinarič. Odbor za komunalno in stanovanjsko gospodarstvo je seznanil s sklepom, s katerim se ukine status javnega dobra na zemljiških parcelah številka 1225/2 in 1225/7 KO 882 Ravne ter predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. To se pravi, tu pa je prav, da se uredi tista pešpot, da ne bo pol kakih problemov. Hvala. Hvala, predsednik odbora. Prosim, gospod Mlinarič. Odbor za okolje in prostor se je seznanil z pravkar prebranim sklepom mojega predhodnika in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala. V dveh točkah imamo zdaj, ja. Torej, kakšna razprava? Predlagam sklep v dveh točkah. Prvič, na zemljiških parcelah številka 1225/2 in 1225/7 KO 882 Ravne se ukine status javnega dobra in pripiše lastninska pravica v korist občine Ravne na Koroškem. Drugič, pred prodajo se izvede postopek parcelacije na zemljiški parceli številka 1225/7 KO 882 Ravne, da se zagotovi zadostna širina 1 meter javne pešpoti. Kdo je za? 16 za. Kdo je proti? Nič proti, pa še zadnja točka pravno premoženjska, torej 10.4. Predlog za ukinitev javnega dobra na zemljiških parcelah KO Tolsti vrh. Prosim. Pri tem predlogu gre za ureditev lokalne ceste Knepsova, Žaga, Ajnžik. Ti dve zemljiški parceli sta javno dobro, nekoč je tu potekala cesta čez dvorišča kmetij, zdaj v naravi cesta poteka drugje, zato bi izvedli potem menjavo s temi zemljišči, ampak je spet treba ukiniti javno dobro, zato da lahko izvedemo postopek menjave. Hvala. Gospod Ireni Došen. Oba predsednika spet. Odbor za komunalno in stanovanjsko gospodarstvo se seznani s sklepom, s katerim se ukine status javnega dobra na zemljiških parcelah številka 1376/2 in 1376/4 KO 878 Tolsti vrh in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala. Hvala gospodu Kacilu, predsednik odbora za komunalno in stanovanjsko gospodarstvo. Gospod Mlinarič. Odbor za okolje in prostor se je seznanil s sklepom, s katerim se ukine status javnega dobra na zemljiških parcelah številka 1376/2 in 1376/4 KO Tolsti vrh in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala, predsednik odbora za okolje in prostor. Razprava občinskega sveta. Če ni, torej predlagam sklep. Na zemljiških parcelah številka 1376/2 in 1376/4 KO 878 Tolsti vrh se ukine status javnega dobra in pripiše lastninska pravica v korist občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? 16 za. Kdo je proti? Nič proti, sklep sprejet. Prehajamo na 11. točko dnevnega reda. Zdaj, glede na to, da bo seja očitno hitro konc, a potrebuje kdo premor? Ne, aha, ste šli na kavo vmes. Dobro, 11. točka dnevnega reda, mnenje lokalne skupnosti k imenovanju ravnateljice vrtca Ravne na Koroškem. Prosim predsednico,
Komisije za mandatno vprašanje o volitvi in priznanja za predlog. En lep pozdrav. Dosedanji ravnateljici vrtca, gospe Mariji Meh Pečovnik, se v decembru izteče mandatno obdobje funkcije ravnateljice in v uradnem listu je bil 8. septembra objavljen razpis za prosto delovno mesto ravnatelja. Glede na 53a člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, pa si mora svet zavoda pred odločitvijo o izbiri kandidata o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti obrazloženo mnenje lokalne skupnosti. Zato smo mi na 19. seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in priznanja dobili tudi ta predlog za izdajo mnenja. In sicer prispela je samo ena ponudba, ki izpolnjuje vse pogoje in tako tudi glede na to, da smo poslušali predstavitev kandidatke, ki je odgovarjala tudi na vprašanja, predlaga naša komisija občinskemu svetu občine Ravne, da poda pozitivno mnenje kandidatki za ravnateljico vrtca Ravne na Koroškem, in sicer Mateji Hovnik, diplomirani vzgojiteljici predšolskih otrok ob Suhi 43 Ravne na Koroškem za mandatno obdobje 5 let. Hvala predsednici komisije. Odpiram razpravo občinskega sveta. Če ni razprave, torej predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem daje pozitivno mnenje k imenovanju Mateje Hovnik, diplomirane vzgojiteljice predšolskih otrok ob Suhi 43-239 Ravne na Koroškem za ravnateljico vrtca Ravne na Koroškem za mandatno obdobje 5 let. Kdo je za? 18 za. Kdo proti? Nič proti. 11. točka dnevnega reda, označena kot 12. Izvolitev elektorjev za volitev v Državni svet Republike Slovenije. Prosim zopet predsednico komisije za predstavitev predloga. Kot najbrž poznate, je predsednik Državnega zbora z odlokom o razpisu splošnih volitev v Državni svet razpisal splošne volitve. Splošne volitve predstavnikov lokalnih interesov bodo v sredo 22. novembra. Mogoče še to, volitve seveda članov Državnega sveta so posredne, opravijo se s tajnim glasovanjem. In na podlagi tega obvestila in navodil Državne volilne komisije občinski sveti na podlagi lastnih pravil izvolijo svoje predstavnike v volilna telesa za volitve članov Državnega sveta ter določijo kandidate za člane Državnega sveta. Mi smo v komisiji dobili predloge, 3 za elektorje, torej ki morajo imeti volilno pravico in stalno prebivališče v volilni enoti. In obravnavali smo predloge teh 3 elektorjev, in sicer Vera Krajnc, Igor Oder in Enriko Plevnik, in predlagamo občinskemu svetu, da potrdi predloge oziroma seznam predstavnikov volilna telesa za volitve članov Državnega sveta, elektorjev, torej v sestavi Vera Krajnc, Trg Svobode 7 Ravne, Igor Oder, Stara ulica 3 Ravne in Enriko Plevnik, Čečovje 41B Ravne. Zdaj ne vem, bomo o tem kar glasovali. Hvala za zdaj, predsednica. No, zdaj 2 opcije sta, da se izvede to glasovanje javno ali tajno. Jaz sam predlagam, da se izvede javno, ampak zato je potreben sklep občinskega sveta. Koliko se ne odločite za javno, je pa seveda tajno glasovanje in pač malo več dela imamo.
volilna skrinjica in te stvari so seveda pripravljene. Če želi do zdaj razpravljati, oziroma moj predlog sklepa bo, no, da občinski svet občine na Koroškem izvede javno glasovanje o izvolitvi elektorjev v volilno telo za volitve člana Državnega sveta Republike Slovenije. Kakšna razprava? Morda. Če ne, torej predlagam sklep. Občinski svet občine na Koroškem izvede javno glasovanje o izvolitvi elektorjev v volilno telo za volitve člana Državnega sveta Republike Slovenije. Kdo je za? 18 za. Kdo proti? Nič proti, torej lahko javno glasujemo. Pred tem sklepom pa so, da je še razprava o predlogu 3 elektorjev. Prej je bila samo o javnem ali tajnem glasovanju. A vsakega posebej? Ok. Vsakega posebej bomo sprejeti. Dobro, če ni razprave, torej predlagam prvi sklep. Občinski svet občine na Koroškem izvoli za elektorja volilno telo za volitev Državni svet Republike Slovenije Vero Krajnc. Kdo je za? 17 za. Kdo je proti? Nič. Drugi predlog sklepa. Občinski svet občine na Koroškem izvoli za elektorja volilno telo za volitev Državni svet Republike Slovenije Igorja Odra. Kdo je za? 16. Kdo je proti? Nič proti. Očitno kandidati ne glasujejo za sebe. Občinski svet občine na tretji točka sklepa. Občinski svet občine na Koroškem izvoli za elektorja volilno telo za volitev Državni svet Republike Slovenije Enrika Plevnika. Kdo je za? 17 za. Kdo je proti? Nič proti, torej so vsi 3 sklepi bili izglasovani. In to je tudi predzadnja točka dnevnega reda, zadnja pa, da lahko grejo na volitve za državnega svetnika. 12. točka dnevnega reda, torej vprašanje in pobude članov občinskega sveta. Prosim, gospod Mlinarič. Gospod Kacil. Hvala za besedo. Najprej bi povedal tu zbranim občinskim svetnikom in županom, da sem pred dobrim mestom izstopil iz stranke Modernega centra zaradi razlogov nestrinjanja z njihovo aktualno politiko. Mislim, da sem vam dolžan to pojasnilo. Zdaj imam pa, upam, da je to podrazno bilo, mislim, dovoljeno. Zdaj imam pa še eno pobudo. Občani me opominjajo, da so neke cone somraka zvečer, naprimer med Tušom pa med Havano se dogajajo razne grde stvari, vandalizem. Prav tako se dogajajo iste stvari na Javorniku, na vhodu na Javornik, na Čečovju. In me zanima, če se bi lahko spremenil odlok o javnih površinah ali ne vem, o nadzoru javnih površin, da bi se namestile kamere. Kakšna je možnost? Hvala. Hvala, gospod Mlinariču. Prosim, gospod Kacil. Da ni še kdo izstopil, to se bojim. Hvala za besedo. Imam eno vprašanje, to se pravi praznovanju občinskega praznika. Me sem zanima, ob tako lepem sončnem vremenu, zakaj smo rabili postavljen šotor. Ker mislim, da vsakemu bi še malo D-vitamina prav prišlo. To je eno. Drugo, pobudo, ker sem jih tu dal že na odboru, da bi morali malo razmišljati, dati direktivi za ceste republiške, da bi naredili tule odstavni pas za Javornik. To se pravi, zima se bliža, verjetno to zimo ne bomo to rešili, ampak tudi ko se končajo službe, se tam nabirajo kolone in čakamo v vrsti zadaj za zavijanje. To se pravi, tam je dovolj prostora za umestitev verjetno tega levega pasu. Pa tretjo, to se pravi, ta naša peš pot od Kotl proti Dularju bi na določenih mestih mogoče potrebovala zaščitno ograjo, no? Ker je kar nevarno. To se pravi, niso posebne omejitve, eni prekoračujejo in so se že zgodile nesreče, ne pa da bi se slučajno zgodilo kaj hujšega. Hvala. Hvala gospodu Kacilu. Prosim, gospod Magdič. Gospod
Halilović. Lep pozdrav, hvala za besedo. Zdaj najprej imam en dopis, ki mi ga je poslal. Spoštovani mestni svetniki, sprašujem, kdaj boste posadili kakšno drevo. Gre namreč za to, da živim v mestu četrtne skupnosti Čečovje, kjer je do sedaj bilo kar precej posajeno z drevesi, vendar so jih v zadnjih par letih precej požagali. Upal sem, da bodo namestili starih, posadili nove, vendar od tega do sedaj ni nič. Lahko bi posadili tudi jablane starih avtohtonih vrst ali pa druge vrste dreves, mogoče bi se s tem lahko zgledovali po občini Črna, kjer vsakemu novorojencu podarijo sadiko sadja. To pa lahko posadi na določenem mestu. Upam, da boste z mojim predlogom obvestili občinski svet in hvala za odgovor. Zdaj imam pa še jaz, zdaj glede sklepov, ki so bili, pa še niso realizirani, zdaj ne vem, kak je časovni rok, govorim sklepo, da bi uvrstili na dnevni red Ivačko jezero, jaz upam, da bo to do novega leta, in pa športni zavod. In pa še eno stvar, glede na to, da smo se zadnjič na obeh odborih za okolje in za KCG pogovarjali, bi jaz prosil strokovne službe, da pripravijo določeno tabelo, koliko let se nekatere stvari, bi rekel, že vlečejo glede cest, razlastitve in vsega ostalega, se pravi, da čakamo po 15 let, da lahko nikoga mogoče tudi razlastimo, da bojo pa lahko imeli, bi rekel, nekje normalni dostop drugi do svojih hiš in naselij. Tako da lepo prosim, če bi se to dalo dobiti, da se pol zadeva lahko nekje skompletira, pa začnemo z postopki. Hvala. Hvala gospodu Magetiču. Prosim, gospod Halilović se je prijavil. Hvala. Tudi jaz sem dve obvestili strani občanov, in sicer prvič so me obvestili, da je na kuponko.si oglas huda cena punkli krompirjeve počitnice 125 €, kjer se ponuja dvakrat nočitev z zajtrkom v 4 posteljne sobe za največ 2 odrasle osebe plus 3 otroke do 14,99 leta. Dvakrat večerja v pizzeriji Cosa Nostra, enkrat družinska pica Calabria, enkrat testenine, bolognese, carbonara ali pomodoro, dvakrat vstop v wellness in bazen športnega centra Ravne posebej, posteljnina in brisače. 3 gostinci so rekli, da je cena za tako ponudbo najmanj 200 €, to, kar bi oni dali. Zato me pa zanima, ali ta cena posega v javna sredstva zavoda. Glede na 3 gostinci so rekli najmanj 200 €, ponudba tu je pa 125 €. In drugo vprašanje so me podjetniki iz Dobe vasi upozorili. Na zadnji seji smo sicer obravnavali komunalno in cestno ureditev obrtno-poslovni coni Dobja vas. Zanima pa me, zakaj je predvideno krožišče umeščeno izven prometnega koridorja, dela na njem pa ustavljena. Jaz sem rekel z malo sarkazma, če se gradi nova forma Viva, ker bo Evropska komisija za mobilnost in promet organizirala strokovne ekskurzije v našo občino z namenom ogleda, kako naj se prometna infrastruktura ne gradi v naši občini. Tako da to me zanima še. Hvala. Hvala. Prosim, gospod Škafar. Na nek način me veseli, da pač imamo drugo ligašo v nogometu, da mu počasi zadeve ratujejo, da se pomika iz dna proti sredini, kar je dobro in upam, da bo ostal na tem mestu ali pa še više. Glede na to, da je bil pač nogometni klub Fužin na nek način iniciator, občinski svet je seveda to sprejel, da smo pokrili to travnato umetno igrišče z balonom, seveda to igrišče smo pokrili in zaklenili. V redu. Kakor vem, je zdaj to igrišče oziroma dvoranica, balon, kakorkoli se mu reče, sorazmerno dobro zasedel, nekaj še prostih terminov, vendar je to plačna zadeva tudi, kar je tudi v redu. Nekaj malo moramo participirati. Vendar, glede na to, da smo na Čečovju, v trgu, v tem delu naše občine izgubili eno igrišče, sedaj otroci, rekreativci ne morejo igrati nogometa. Dobro, letos je mogoče bil balon postavljen malo prej, drugo leto mogoče kasneje, ne vem, ampak recimo
da je hipotetično, da je od septembra pa do konca novembra lepa zima, otroci igrajo, otroci po snegu brcajo, zdaj enostavno tega nimajo. Jaz predlagam županstvu, strokovnim službam, da poskuša do spomladanskih mesecev najti nekje na območju med Trgom in Čečovjem, pač kjerkoli že, eno primerno površino in da se pač uredi eno nogometno večnamensko karkoli igrišče v višini, v velikosti tega obstoječega pokritega, da bodo lahko mladostniki in vsi ostali, ki niso člani teh klubov, tudi neorganizirano igrali nogomet, koristili te površine, to, kar so do zdaj. Jaz verjamem, da je ta balon bil potreben, tudi občinski svet je to sprejel, da je upravljal svoje funkcije, da so se določene dvorane razbremenile, vendar smo pa eno delo naše populacije, predvsem mladostnikom, ki niso, bom rekel, tako močno športno aktivni, niso v klubih to možnost te zabave, nogometa in ostalih dejavnosti na tem igrišču vzeli, dobesedno vzeli. Jaz vem, da bo v mesecih, ko se bo ta balon odstranil, ne vem, maj in naprej, da bo to zopet možno, vendar je pa en del teh mesecev, pol leta, ko skoraj te možnosti nimajo. In jaz mislim, predlagam, da poskušamo najti neka sredstva do naslednje pomladi oziroma zdaj te konc, vsaj do naslednje jeseni in da se to igrišče naredi. Hvala. Hvala gospodu Škafarju za to pobudo. Če ni več vprašanj in pobud, se vam zahvaljujem za delo na 23. redni seji. Zdaj 24. redna seja, morda bo celo izredna, bo relativno hitro. Prejšnji teden je šel razpis na Ministrstvo za zdravje, kjer nameravamo vse prijaviti in razpis je objavil datum 20. november za oddajo enega DIP-a in lahko računate, da bo torej do 20. novembra seja občinskega sveta. Se torej prihodnje vidimo. Če se vmes ne vidimo, kaj prej, vam želim vse dobro, vse prijetno. Hvala za danes.